Korona kriza se odraža predvsem v družbenem in splošnem življenju, pravi sevniški župan, a hkrati ugotavlja, da so se investicijski projekti, ki so bili načrtovani, tudi realizirali. V tem razvojnem smislu imajo precej klasično leto. V drugem, torej družbenem, kulturnem, športnem, šolskem, pa popolnoma porušeno strukturo leta. Tudi v okviru investicij se je marsikaj spremenilo, spreminjajo se tudi pričakovanja med občani. Občani se v krizi zavedajo, kaj je pomembno. In danes je mogoče katera luknja na asfaltu bistveno bolj sprejemljiva in je zelo pomembno, da tečejo tako zdravstveni sistem in ostali sistemi, družbeni sistemi, tako kot je potrebno. Sicer pa je bila v letošnjem letu med pomembnejšimi projekti občine ureditev cestne infrastrukture, saj so ureditve križišč, preplastitve, ureditve odvodnjavanj in izgradnje hodnikov za pešce potekale v več krajih. Pričela se je tudi prva faza ureditve struge Sevnične v Šmarju. Gre za pomemben projekt, katerega nosilec je sicer Direkcija Republike Slovenije za vode, občina Sevnica pa je financirala pripravo projektne dokumentacije, izvajala bo tudi nadzor nad izvedbo projekta. Tečejo izvedbena dela na samem objektu in gre za prvo fazo ureditve tega dela. Najbolj kritičen del v spodnjem delu struge, pa tudi druga faza, za katero imamo veljaven sporazum, bo občina pričela z projektiranjem za gradbeno dovoljenje in v okviru veljavnega sporazuma je potrebno oziroma bomo nadaljevali tudi v zgornjem delu, nekako nekoliko višje od Kopitarniškega jezu v prihodnjih letih. Na vprašanje, kako napreduje gradnja atletskega stadiona, Ocvirk odgovarja, da projektna dokumentacija za dokončno stabilizacijo brežine še ni zaključena. Sama zdrs brežine je v nekako strokovni obdelavi. Projektanti, geologi, geomehaniki, projektanti, statiki morajo pripraviti zaključen dokument za stabilizacijo te brežine, ki je zdrsnila, in potem se bomo odločali, kako naprej. Pričakujejo, da bo ta dokument v kratkem pripravljen in s tem tudi nadaljnja odločitev o nadaljevanju projekta. Ta trenutek nekako vidimo, da je tisti zdrs se zgodil, da je za potrebo 400-metrske steze potrebno stabilizirati to območje. Če bi bila pa primerna krajša steza, kar sam ocenjujem, da ni, pa bi lahko še sedaj zgradili ta del steze. Kot še dodaja Ocvirk, je ustvarjanje pogojev za kakovostno delovanje in bivanje usmerjeno v vse družbene skupine, enaka mera pozornosti pa je namenjena tudi prostorskim potrebam za razvoj gospodarstva. Poslovne cone, ki jih načrtujejo v prostorskih aktih, so načrtovane na podlagi investitorjev. Poslovne cone brez znanih investitorjev ta trenutek ne realiziramo oziroma ne načrtujemo v prostorskih aktih. In pri prostorskih aktih nekako sledimo potrebam investitorjev in usklajujemo obstoječe prostorske akte glede na nova dejstva, ki so jih predstavili investitorji, in v precejšnji meri ali pa večino teh prostorskih aktov so naročniki gospodarske družbe, ki imajo tam poslovni interes. Občina nekaj neposrednih finančnih spodbud sicer namenja malemu gospodarstvu in štipendiranju dijakov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. V počastitev občinskega praznika občine Sevnica se bo do konca meseca sicer zvrstilo več spletnih dogodkov in prireditev v organizaciji občine ter nekaterih ustanov in društev.